Vi ste avtor odprtja današnje razstave v tej vili na Okroglem monsignora Toma Zupana. Kako ste sploh prišli do ideje? No, vsake 2 leti v kulturnem društvu Lik Naklo pripravimo razstavo o enem pomembnem občanu. Ob 180-letnici rojstva Toma Zupana pa smo se odločili, da pripravimo razstavo o njem. Tako sem se jaz lotil, v časopisu je ogromno napisanega o njem in med delom sem se spomnil na vilo tukaj na Okroglem, kjer bi lahko potem, ko bi ga predstavili v Naklem, pa tudi celo leto je bil predstavljen po gorenjskih knjižnicah, postavili tu vilo in bi razstava živela naprej. In sedaj ste zadovoljni, ko je ta razstava postavljena in bo to stalna razstava v tej vili na Okroglem? Ja, seveda. Zahvaljujem se Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki se je takoj odzvala na moj predlog in danes smo to razstavo lahko otvorili. Na čigavo pobudo se je postavila razstava monsignora Toma Zupana v tej vili? Pozdravljeni. Pobude za obravnavanje pomembnih naklancev je imel že kot lokalni zgodovinar, raziskovalec krajevne zgodovine, gospod Damijan Janežič. Gospod se je vključil v naše društvo in potem, glede na to, da smo v našem društvu usposobili prostore bivše krajevne skupnosti v galerijo, ki ima naziv Pavlinova galerija, se je ponudila krasna priložnost, da te pomembne naklance predstavimo v galeriji. In seveda, ko je prišel konec lanskega leta na vrsto zaradi obletnic Tomo Zupan, za katerega letos praznujemo 180. obletnico rojstva, se je ta obravnava in prikaz življenja Toma Zupana prikazalo lahko v galeriji, v veliko bolj bogati obliki. Ni bila samo dokumentarna razstava, ampak tudi zraven še slikarska razstava in tudi predavanje. In ta razstava se je selila po raznih krajih Slovenije, od Ljubljane, Kranja do Žirovnice, Radovljice, tudi predavanja so bila na več krajih. In mislim, da Naklo postaja poznano tudi po svojih pomembnih možeh, tudi znamenitih možeh, kar je prav. Kako je potem prišlo do podelitve teh kulturnih nagrad ob tej priložnosti? Ja, nagrade za kulturno delo je tokrat ob tej današnji priložnosti podelila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. In glede na to, da smo se odlično ujeli za Zvezo slepih in slabovidnih že letošnjega maja, ko smo pripravili 2 predavanji v naši galeriji in imamo tudi načrte za naslednje leto v mesecu maju, se je nekako v sodelovanju pripravila ta razstava, predvsem ta likovni del. Ostalo bo pa še v nadaljevanjih, ko bodo prihajali novi obiskovalci in bojo imeli možnost to razstavo videti. Avtorja, dokumentarni del avtorja Damijana Janežiča. In to je potem zdaj stalna razstava v tej vili? Tako je, to je stalna razstava, verjetno se bo treba malo prej napovedati za morebitne obiske, posamezne obiske, skupinske obiske. Moram pa še to, kar sama tudi ugotavljam in vidim tukaj, prekrasna vila, prekrasna lokacija, vredno ogleda, vredno tudi izleta. Tako da vabljeni, tudi v imenu nas, ki smo skromno nekaj zraven prispevali. Ste se razveselili povabila, da tukaj na Okroglem predstavite monsignora Toma Zupana, ki je bil Naklčan? Seveda smo bili zelo veseli, da se še kdo drugi zanima za ljudi, ki nam veliko pomenijo. Se ve, da je bil velik dobrotnik za slepe in mi še vedno koristimo ta dom tu na Okroglem, kjer smo zdajle. Društvo Lik iz Naklega, kulturno društvo, se je lotilo tega projekta priprave biografske razstave in mi smo zelo veseli, da jo lahko sedaj imamo tu v prostorih, kjer je Tomo Zupan živel in deloval v drugi polovici svojega življenja. In seveda ste to nekako združili tudi z nagradami za kulturo z celotne Slovenije. Letos je tako naneslo, da smo začeli podeljevati nagrado za kulturno ustvarjanje našim članom
in mislim, da je to kar lepo sovpadalo in da je bilo primerno. Kaj pomeni nagrada današnja Mateja za vas? Ja, najprej sem bila presenečena, da so se spomnili name, ker že nekaj časa nisem režirala v gledališču, na smeh. Potem pa je na čast in zahvala. To mi pomeni. Še razmišljate, da bi še kakšno zgodbo oziroma igro režisirala? Ja, velikokrat razmišljam, pravzaprav vsako leto se mi utrnejo kakšne ideje, kaj bi bilo dobro z Nasmehovci postaviti na oder, pa čakam ugodno družinsko klimo, da se lahko spet posvetim malo bolj gledališču. Vaš mož Frank Plačnik pravi, da mu manjkajo samo še 3 predstave in jih bo 100, torej je na vaši strani, da pač naredite še kaj, da on odigra in da dobi še kakšno nagrado. Ja, bova videla. Iskrene čestitke, Mateja. Hvala lepa. Vaša življenjska pot je izredno bogata, kot smo slišali iz obrazložitve, ko ste prejeli to nagrado. Pa mogoče nekaj vaših misli ob sami vaši življenjski poti. Jaz sem se rodil s prirojeno marino. To je bolezen, ki je bila zapisana v adijskem paragrafu Hitlerjevem, da je treba take novorojenčke eliminirati. Se pravi, ampak leta 1945 me je Leopold še odlično operiral, tako da je bilo potem nekaj let, da sem kar dobro videl. Se pravi, on mi je rešil vid. Leopold to je ded Damjana Ovseca. Ovsec je pa znan kot razlagalec raznih praznikov in podobno. No, potem sem imel leta 1973 odstop mrežnic. V Berlinu so mi desno oko rešili, za levo je bilo prepozno. Potem je sledilo seveda glavkom, ki se rad prilepi na razne take poškodbe, in pri glavkomu so bile razne take čudne peripetije. Bilo je po stavki zdravniški in so mi celo operacijo zamenjali, ampak je bil doktor Havlina toliko priseben, da je odklonil. Je rekel, to ni moj pacient, ne. Saj tukaj piše, kdo ga operira. Barbara Cvenkel, ne, in tako naprej. Ena sama zmešnjava, no in po tistem mi je vizus strašno upadel, ne, na kar je potem sledilo leta 2007 zamenjava roženice. Seveda do te zamenjave je prišlo po groznih, bi rekel, bitkah z ambulanto primarija Pfeifferja. On je imel eno tako sestro, ki je jaz niti v hlev ne bi poslal. In ona je dajala prijave za operacijo, tako kot je Jelinčič v parlamentu govoril, v en odstavni predal. In iz tega je potem sledilo, da se krajšajo čakalne vrste. Tisti, kdo je bil pa v tem predalu, je bil pa odštet. No, povejte, in kaj ste potem vse delali delali ste na Ljudski univerzi na Jesenicah, kaj ne, pa tudi še mnogo drugih stvari. Mimo te Delavske univerze in tako naprej. Najlepša leta moje zaposlitve so bila pa na osnovni šoli. Tam sem kot slavist imel še proste roke, svoj učni načrt in berila so bila bogata ljudskih balad. Povejte mi, kaj vam ta nagrada pomeni? Ja, ta nagrada mi pomeni, bi rekel, biti znan v svojem okolju, se pravi Gorenjskem, je gotovo več, kot pa biti tam en 30. v Ljubljani.